Danes bom raziskoval zapuščen živalski vrt, ki je še vedno dom številnim norim živalim, ki so jih tukaj pustili, da umrejo. In moj cilj je rešiti prav vsako izmed njih, preden bo prepozno. Pred nekaj meseci se je ta živalski vrt zaprl in veliko živali je bilo tukaj zapuščenih, vključno z levi, opicami, krokodili, kenguruji in dobesedno vsem, kar si lahko zamislite. Na srečo je bilo od zaprtja tega kraja nekaj živali že rešenih. Ker pa je bil živalski vrt tako velik, je še vedno veliko živali, ki potrebujejo našo pomoč. V tem videu bomo raziskali celoten živalski vrt, vključno z vsemi različnimi stavbami, kjer prebivajo nekatere najredkejše in najbolj smrtonosne živali na svetu. Na koncu videa bomo raziskali območje, kjer so imeli vse večje živali, kot so tigri, medvedi, lenivci, vidre in še veliko več. Tako da res ne vemo, kaj bomo našli. Začel sem z iskanjem in po nekaj hoje sem ugotovil, kako težka bo ta reševalna misija. Fantje, tukaj je toliko različnih ograd in kletk. Pravzaprav me je kar malo strah. Kaj pa, če so te živali pobegnile? Lahko bi bil tiger, ki zdaj prosto teka naokoli in nas lahko napade. O moj bog, vidite, o čem govorim? Kaj za vraga je bilo to? Ja, očitno so bile tam neke živali, ki so oddajale zvoke, ampak nisem imel pojma, katere so bile. Zato sem se odločil poiskati zavetje v najbližji stavbi, ki sem jo našel. Ko pa sem vstopil, sem opazil nekaj norega. O moj bog, fantje, prepričan sem, da smo pravkar našli enega od prostorov za živali. Oseba, ki mi je povedala za ta zapuščen živalski vrt, je rekla, da je več stavb, polnih živali, vendar ne kar katerihkoli živali. To so ene izmed najredkejših in najbolj smrtonosnih živali na svetu. Mislim, ko greš v živalski vrt, ne vidiš bradate agame, vidiš komodskega varana. Počakaj malo, kaj piše na tisti tabli? Nevarnost, strupene kače in plazilci. O moj bog, bom umrl tukaj notri. No, kot ste lahko opazili, sem postal malo živčen, ampak moral sem se soočiti s svojimi strahovi, če želimo rešiti te živali. Tako sem začel z iskanjem in po pregledu prvega ograjenega prostora sem odkril nekaj šokantnega. O moj bog, mislim, da nekaj vidim, fantje. Videti je kot neka vrsta ribe, ampak voda tukaj je zelo motna, zato ne morem ugotoviti, katera je. Torej, mislim, da je edini način, da izvem ta, da jo ujamem. Potopil sem mrežo in po nekaj zajemih mi je uspelo ujeti eno od rib. Ko sem si jo ogledal od blizu, sem ugotovil, da je to daleč najredkejša riba, kar sem jih kdaj našel. Počakaj, samo trenutek. Je to res to, kar mislim, da je? Saj se šališ. Ni mogoče. Mislim, da je to štirioka riba. In edini razlog, da to vem, je, ker sem pred nekaj leti eno takšno videl v živalskem vrtu. In od takrat sem poskušal najti eno, da bi jo imel za hišnega ljubljenčka, vendar sem izvedel, da jih lahko dobijo samo živalski vrtovi. Torej, ja, to pomeni, da smo eni redkih ljudi na svetu, ki dejansko imajo eno. To je noro. Zdaj, razlog, zakaj se te ribe imenujejo štirioke ribe, je ta, da so njihove oči v bistvu razdeljene na pol, kar jim omogoča, da hkrati vidijo tako izven vode kot pod vodo. In no, radi tudi plavajo v jatah, kar pomeni, da jih je lahko tukaj še več. Zato sem štirioko ribo dal v vedro in še naprej lovil z mrežo. In res, našel sem še eno. Ja, dobili smo še eno, fantje. To je tako kul. Ta je malo manjša od prve, ampak upal sem, da bo še ena tam notri, ker veste, kaj je boljše od ene štirioke ribe? Dve štirioki ribi. Fantje, sploh se ne šalim, ko rečem, da so to verjetno najredkejše ribe, kar smo jih kdaj našli. In nismo dobili samo ene, dobili smo dve. Žal pa potem nisem mogel najti nobene več, kar pomeni, da smo skupaj rešili dve štirioki ribi. In čeprav smo v tej sobi najprej našli ribo, je na tisti steni še vedno znak, ki opozarja na strupene kače in plazivce. Zato sem previdno odšel do naslednje ograje, ker sem naletel na šokantno odkritje. O moj bog, Helen, je to kača? Poglej tam na drevesu. Prepričan sem, da je to kača, ampak nimam pojma, katera vrsta je. Verjetno je strupena, kaj ne? To ni dobro, fantje. Veste kaj? Danes ne bom umrl. Naj grem po rokavice za kače. Ja, prav ste slišali. Te rokavice so posebej zasnovane, da zaščitijo pred ugrizom strupene kače. Tako ne umreš. V redu, fantje. Rokavice imamo na rokah. Zdaj bomo previdno odprli ograjo. Gremo. Poglejte ga. O moj bog, že me poskuša ugrizniti. Umiri se, prijatelj. Počakaj malo. Zaklenjeno je. Ne, to ni dobro, fantje. Kako naj ga rešimo, če je ograja zaklenjena? Veste kaj? To ima smisel. Verjetno je zaklenjeno, ker je kača nevarna. Ampak to ni bilo pomembno. Še vedno smo ga morali rešiti. In edini način, da to storimo, je, da razbijemo ograjo. V redu, gospod kača, pazi. Prihajamo, da te rešimo, prijatelj. Bobby, počakaj. So to tisti ključi tam? Verjetno. Ja. V redu, poglejmo, če to deluje. Mislim, da smo notri. Tako, uspelo je. To je bilo enostavno. Zdaj, ko smo bili notri, je bil čas, da poskusimo ujeti kačo. No, recimo, da ni bil ravno vesel.
Oh, o moj bog, pravkar me je ugriznil, ljudje. Dobro, da imam te rokavice. To bi lahko bilo slabo. Umiri se, prijatelj. Samo poskušamo te rešiti. Tako, imam ga. O moj bog. Pazi, Helen. O, to je ogromna kača, ljudje. Poglejte to, Madonca. O, ne, in ni zadovoljen. Poskuša me spet ugrizniti. Nehaj, ne drzni si. Ne drzni si me ugrizniti. Ljudje, precej prepričan sem, da se ta imenuje azijska trtna kača. In čeprav tisti znak na steni ne laže, so ti fantje strupeni. Vendar pa strup ni dovolj močan, da bi ubil človeka, bi pa zagotovo še vedno bolelo. O, poglejte ga, spet me grize. Nehaj, au! V redu, zdaj pa je bolje. Mislim, da se je malo umiril. Ne poskuša me več ugrizniti. Kakorkoli, te kače so res kul. In prepričan sem, da lahko vidite, zakaj jim pravijo azijske trtne kače. Videti so dobesedno kot trta, kar jim pomaga pri kamuflaži v naravi. In ja, še nikoli prej nisem videl takšne kače. Tako da je to res super najdba. Odločil sem se, da ga dam v posodo, preden me ugrizne. Ampak brez skrbi, to ne bo njegov dom za vedno. Na koncu videa bom vse živali odpeljal nazaj k sebi domov, kjer bodo postale moji novi hišni ljubljenčki. Ampak za zdaj imamo še veliko terarijev v tej prvi stavbi. In živali bodo postajale vedno bolj nore in nore. No, tukaj zagotovo ni skrivnost, kaj je v tem terariju. In to zato, ker imajo dobesedno znak, na katerem piše, da je to kameleon. In ker so ti kuščari mojstri kamuflaže, ga bo morda malo težje najti. O, počakaj, pozabi. Tam je, prav tam. O, moj bog, poglej, kako velik je ta stvor. To je največji kameleon, kar sem jih kdaj videl. Daj no, prijatelj, poskušamo te rešiti. O, ni zadovoljen. Poskuša me ugrizniti. Zakaj me danes vse poskuša ugrizniti? Evo, uspelo mi je. Držim ga, fantje. O, moj bog. Poglejte, kako velik je ta kameleon. In poglejte ta usta. O, to je res strašljivo. Ampak to je popolnoma noro. Poglejte, kako barvit postaja. Au, v redu. Ja, in ima res ostre kremplje, ki dobesedno zbadajo, kot da bi me ščipal jastok. Poglejte, kako je kul. O, moj bog. Obožujem kameleone, fantje. In videl sem jih že veliko, ampak še nikoli nisem videl takega s toliko rdeče barve na sebi. To je popolnoma noro. Au, au. V redu, ja, ti kremplji pa res bolijo. So izjemno ostri. Oh, to ni dobro. Na srečo sem ga uspel prepričati, da me je izpustil in sem ga dal v posodo. Potem pa sem šel do naslednjega terarija in stvari so postale še bolj strašljive. O moj bog, zeleni drevesni piton. V redu, tega pa ne bom počel. Fantje, dejansko imam izkušnje z zelenimi drevesnimi pitoni in to so ene najbolj agresivnih kač na svetu. Imajo tudi največje zobe med vsemi nestrupenimi kačami. Torej ja, tole ne bo zabavno. Hitro sem si spet nadel rokavice za kače in previdno odprl terarij. In no, ni mi dolgo vzelo, da sem našel kačo. Evo, imamo ga, fantje. Bodite zelo previdni, ti imajo izjemno ostre zobe. O moj bog, au, grize me, to ni dobro. Bolelo je povsod. Zakaj si tako jezen? Saj te rešujemo. Ta stvar je veliko bolj agresivna kot azijska trtna kača, fantje. Moramo biti previdni tukaj. Veste kaj? Mislim, da bi ga morali spraviti v posodo, preden ugrizne katerega od nas. Na tej točki sem bil pripravljen zapustiti to sobo, ampak imeli smo še nekaj terarijev za raziskati. In glede na to, kar smo že našli, ni mogoče vedeti, kaj je lahko v njih. In ne pozabite, to je šele začetek. Še celoten živalski vrt moramo raziskati in živali bodo postajale še bolj nore. Prav, poglejmo, kaj je v naslednjem terariju. Res upam, da ni še ena kača. O moj bog, Helena, poglej to. Piše, da je tukaj rogat kuščar. Se šališ? O moj bog, trenutno se tresem, fantje. Dobim bom srčni napad. Mislim, da ne razumeš, kako noro je to. Rogati kuščari so ena izmed najbolj kul živali na svetu. Očarali so me že kot otroka, a jih še nikoli nisem videl v živo. Ti fantje so tako redki, kot je le mogoče. Upam samo, da je še vedno tukaj noter. Ta terarij izgleda precej prazen. No prosim, naj bo še živ. Ni ga tam noter. Počakaj, mislim, da ga vidim. O moj bog, Helena, poglej to. Tam je rogat kuščar, našli smo ga. Še vedno je tukaj, fantje. O moj bog, to je tako kul. Če ne veste, kaj je rogat kuščar, ste verjetno zmedeni, zakaj sem tako navdušen. V bistvu so ti kuščari znani po tem, da lahko iz svojih oči izstrelijo kri. Ja, prav ste slišali. Ti fantje dobesedno izstrelijo kri iz svojih oči kot obrambni mehanizem. Poleg tega pa izgledajo res noro. Mislim, videti je kot pravi dinozaver. To je res kul. Ne morem verjeti, da dejansko držim rogatega kuščarja v rokah. To je verjetno najbolj kul žival, kar smo jih kdaj imeli na kanalu. Daj no, prijatelj. Izstrel kri iz svojih oči, prosim. Vedno sem si želel to videti v živo. Videl sem le nekaj videoposnetkov na spletu, kjer to dejansko naredijo. Mislim, da se to ne bo zgodilo, fantje. To naredijo samo, ko se počutijo ogrožene. Torej,
Očitno mu ugajam. Mislim, da lahko varno rečem, da smo eni redkih ljudi na svetu, ki imajo rogatega kuščarja za hišnega ljubljenčka. In z njim in štiriočno ribo smo zagotovo na poti, da imamo najbolj noro zbirko živali na YouTubu. V redu. V tej sobi je samo še ena ograda in piše, da je v njej saharska peščena boa. Torej ja, še ena kača. Vendar sem precej prepričan, da je ta vrsta kače znana po tem, da se zakoplje pod pesek. Torej ja, morda ga bo malo težje najti. Začel sem kopati naokoli, ko sem nenadoma opazil nekaj, kar se premika tik pod površjem. Zato sem se odločil, da ga poskusim prijeti, v upanju, da me ne bo ugriznil. O, moj bog, Helena, imam kačo! O, v resnici je kar velika. V redu, veliko večja je, kot sem mislil, da bo. Ampak to je noro, ljudje. To je še ena kača, ki je še nikoli nisem videl. In no, na srečo je še vedno živ, čeprav je bil tam zapuščen res dolgo časa. V redu, malo me straši, če sem iskren. Mislim, da bi ga morali dati v posodo in nadaljevati z iskanjem. Zdaj, ko sem prvi prostor popolnoma preiskal, sem nadaljeval. In potem, ko sem videl samo kup praznih terarijev, sem naletel na res velik akvarij, v katerem je bilo nekaj popolnoma norega. Ne morem verjeti. Tukaj je želva iz reke Fly. Vem, da je težko videti, ker je voda tako motna, ampak je res ogromna. Te želve so zelo posebne, ker so edine na svetu, ki so popolnoma vodne, kar pomeni, da za preživetje ne potrebujejo nobene kopne površine. Nisem pričakoval, da bom tukaj našel eno, še manj pa tako veliko. Verjeli ali ne, ta želva je tako redka, da stane okoli $8,000. Torej, ja, to je vsekakor dobra najdba. Vendar ga moramo še vedno ujeti. In glede na to, kako velik je, to ne bo lahko. Hitro sem zagrabil največjo mrežo, ki sem jo lahko našel, in na srečo mi je želvo uspelo zajeti že v prvem poskusu. Ujel sem ga, fantje. O, moj bog, ta želva je tako težka. Tako, imamo ga. Umiri se, prijatelj. Umiri se. Tukaj smo, da te rešimo. Ne morem verjeti, fantje. Poglejte, kako velika je ta želva iz reke Fly. Dobesedno izgleda kot morska želva. To je res neverjetno bitje, ampak pomisliti, da ga je živalski vrt preprosto pustil tukaj, je tako žalostno. Na srečo izgleda kar zdrav, kar je presenetljivo glede na to, kako majhen je bil tisti akvarij. Ta želvak si zasluži veliko večji dom in mislim, da imam zanj popolno mesto. Če ne veste, imam na svojem dvorišču ogromen ribnik, poln redkih rib. In mislil sem, da bi bila želva iz reke Fly tukaj zelo srečna. Zato sem se odločil, da jo dam noter. In tako je izgledal veliko bolj srečen. Nato sem naletel na še eno stavbo, ki je bila še večja od prve. In takoj sem lahko videl, da so tam domovali eni najbolj norih živali na svetu. Sploh ne vem, kje naj začnem, fantje. Ampak že zdaj vidim, da je tukaj kup živali, ki so izjemno nevarne. Tako da bomo morali biti res previdni. Odločil sem se, da začnem iskanje v tem kotu, kjer je bilo res velik ograjen prostor, razdeljenih na 4 dele, v vsakem pa je bila druga žival. Poglejte tole, fantje. To je orjaška afriška volovska žaba. O, moj bog. Še nikoli prej je nisem videl živo, ampak sem skoraj prepričan, da so to največje vrste žab na svetu. In o moj bog, tam je. Se hecate? Poglejte, kako je velika ta stvar. To je največja žaba, kar sem jih kdaj videl v življenju. Je to sploh resnično? Fantje, to je pošast. O ja, zagotovo je resnična. Premika se. O moj bog. Imam ga. Pridi sem, prijatelj, rešujemo te. Se hekate z mano? Fantje, sploh ne vem, kaj naj rečem. Sem brez besed. Nisem vedel, da lahko žabe zrastejo tako velike. O moj bog, pa imam res velike roke. Če se vam zdaj ne zdi tako velika, ga samo primerjajte z mojo glavo. Je dobesedno večja od moje glave. Čeprav je to žaba, moram biti zelo previden, ko jo držim. In to zato, ker imajo te žabe tako močan ugriz, da so znane potem, da lahko zlomijo človeku prste. O, in ni zadovoljen. V redu, mislim, da bi ga morali dati v vedro, preden se to slabo konča. No, to je bila kar nora prva najdba v tej stavbi. Vendar imam občutek, da bo od tu naprej postajalo samo še bolj noro. In no, nisem se motil, ker je bila takoj poleg terarija za žabe še ta, v katerem je živel kuščar, imenovan Uromastix. In bil je največji, kar sem jih kdaj videl. O moj bog, ta stvar izgleda kot pravi dinozaver, ljudje. Pravzaprav je kar strašljivo. Ti kuščari so znani po tem, da imajo zelo velik rep, ki je opremljen z izjemno ostrimi bodicami. Tako da sem zagotovo malo nervozen, ko ga moram prijeti. V redu, gremo, prijatelj. Prihajam, da te rešim. Želiš biti rešen, kaj ne? O moj bog. Pravkar me je poskušal udariti s svojim repom, to pa ni v redu. Tako, zdaj pa smo v redu, kaj ne? Bodi priden, bodi prijazen. O, to je tako strašljivo. Kot da držim pravega dinozavra v rokah. Poglejte ta rep, s katerim me je pravkar poskušal udariti. To ne bi bilo prijetno, verjemite. Wow, to je res velika kuščarica, prijatelji. To je zagotovo največji Uromastix, kar sem jih kdaj videl. Ne vem, kaj se dogaja.
kot da je vsaka žival, ki jo najdemo, večja od prejšnje. In to je še vedno nič v primerjavi z ogromnimi živalmi, ki jih bomo našli kasneje v videu. Vse, kar lahko rečem, je, da res ne želite zapreti videa, ker bodo stvari postale res nore. Ampak za zdaj smo imeli še ogromno drugih živali za rešiti v drugi stavbi. Zato sem Uromastiksa dal v posodo in nadaljeval. In v naslednjem ograjenem prostoru je bil še en ogromen kuščar. O ne, savanski varan. Fantje, res bom umrl med snemanjem tega videa. Savanski varani so znani po tem, da so zelo agresivni in vas lahko resno poškodujejo. In po tistem Uromastiksu ne bom več tvegal. Zato bom šel po tiste rokavice za kače. Z rokavicami sem previdno dvignil varana in na srečo ni bil tako agresiven. Malo je sikal name, ampak je bilo vseeno precej strašljivo, ko sem ga držal. Tako sem ga dal v posodo in nadaljeval do zadnjega dela tega terarija, ko sem nenadoma naletel na šokantno odkritje. O moj bog, kaj za vraga so tiste stvari, fantje? Na tem terariju ni nobene oznake, kateri živali so notri, ampak sem skoraj prepričan, da so to dihurji in mislim, da sta notri dva, pa še videti je, kot da res želita ven. V redu, prihajam po vaju. To bo malo zahtevno. Sta čisto v kotu. Dajta, no. Evo, imamo ga. O moj bog. Wow, to je pa res prisrčno, fantje. Zdaj, o dihurjih ne vem prav veliko, ampak vem, da so zelo inteligentne živali in da so lahko res dobri hišni ljubljenčki. Tako da jih bomo zagotovo obdržali. Zato spodaj v komentarjih napišite 2 imeni za njiju. In ja, res sta tako prikupna. Dihurje sem dal v posodo in nadaljeval. In v naslednjem ograjenem prostoru sem našel tole. Piton? O moj bog. Se hecate, ljudje. Mislil sem, da smo končali s kačami. In zdi se, da je tudi ta albino, kar jo naredi veliko bolj redko. Upajmo, da ni agresivna. Previdno sem odprl ograjen prostor in sprva nisem videl ničesar, potem pa sem opazil kačo, ki se skriva pod hlodom. O moj bog, tam je, ljudje. Tam je kača in je velika. O, to je tako strašljivo. O, to mi ni všeč. V redu, imam ga. Evo, ljudje. Iskreno, res me je strah kač, ampak ta je res lepa. Mislim, da še nikoli nisem videl albino kače. Poglejte ga. Ima rdeče oči. O, to je noro. O moj bog. Pravkar sem ugotovil, da nimam svojih rokavic za kače. Ojoj. No, to je bilo res za las, ampak na srečo sem ga uspel spraviti v posodo in sem šel naprej do naslednje ograde. In tam je živel nekaj popolnoma norega. Breskovogrli varan. Zakaj je tukaj toliko varanov? O moj bog. Mislim, da se tam notri premika. V redu, to je strašljivo. Tako kot savanski varan so tudi ti izjemno nevarni in dejansko strupeni. Poleg tega imajo tudi izjemno ostre kremplje in močan rep, ki ga uporabljajo kot obrambni mehanizem. Breskovogrli varan pa je eden najredkejših varanov na svetu. Pravzaprav ga še nikoli nisem videl. S tem v mislih sem počasi odprl terarij, v upanju, da se bom lahko prikradel k tej kuščarici. A takoj, ko je opazil, da so vrata odprta, je začel paničariti. O moj bog. Poskuša pobegniti. To ni dobro. Umiri se, prijatelj. Samo poskušamo te rešiti. Imam ga. O moj bog. Poskuša me ugrizniti. Au, njegovi kremplji so tako ostri. Čutim jih skozi rokavice. Kako je to sploh mogoče? Au, o moj bog. In me udarja z repom. Ja, kot ste lahko videli, ni bil prav nič vesel. A po nekaj časa, ko sem ga držal, se je končno umiril. Vidiš, prijatelj, vse je v redu. Nismo tukaj, da bi ti škodovali. Pravzaprav te rešujem, tako da ni zakaj. Zdaj, ko se je malo umiril, lahko dejansko vidiš, zakaj jim pravijo breskvinogrli varani. In to zato, ker imajo to res lepo oranžno barvo po celotnem vratu. In ja, čeprav je to kar velik kuščar, ti fantje zrastajo do 5 čevljev dolžine. Torej, ja, to je malo strašljivo. Potem sem ga dal v posodo. In mislim, da lahko rečem, da bomo s vsemi kuščarji, ki smo jih do zdaj našli, dobesedno imeli vojsko dinozavrov. Ko pa sem odprl naslednjo ogrado, sem opazil nekaj povsem drugega. O moj bog, je to želva. Take še nismo našli. To je res kul. Zdaj sem skoraj prepričan, da se ta imenuje ruska želva. In za razliko od mnogih drugih želv, te ostanejo precej majhne. No, nočem vam pokvariti presenečenja, ampak ta živalski vrt ima tudi res velike želve. In kasneje v videu jih bomo poskušali najti. Zaenkrat bomo tega spravili v vedro in nadaljevali. Na tej točki je bila v tej stavbi le še ena ograda. In v njej je bilo nekaj popolnoma nepričakovanega. Sladkorni leteči posumi? Kaj za vraga je leteča veverica? Je to kot opica ali kaj podobnega? Fantje, tega še nikoli nisem videl, ampak tukaj piše, da lahko letijo, kar je noro. Vseeno pa ničesar ne vidim. Ta kletka izgleda precej prazna, kar odprl sem jo. Na prvi pogled je bila ta kletka videti popolnoma zapuščena. Potem pa sem zaslišal čuden zvok, ki je prihajal iz te male vrečke. Au, o moj bog, kaj je to, fantje? Kaj je povzročalo ta zvok?
To zveni kot kakšen demon. Ja, kot lahko vidite, sem bil tukaj kar prestrašen, ampak sem se vseeno odločil, da vtaknem roko noter, ko sem nenadoma nekaj začutil. Slišite to zdaj? Kako je to mogoče? Počakaj, mislim, da ga imam. Ni mogoče, fantje. Poglejte to. To je sladkorni leteči posum. O moj bog, kako je prikupen. Zakaj je zvenelo tako strašljivo, fantje? Tega res nisem pričakoval. Nisem strokovnjak za sladkorne leteče posume. Niti nisem vedel, da sploh obstajajo. Ampak očitno uporabljajo te majhne kožne opne pod rokami, da lahko dobesedno kar tako letijo skozi zrak. Počakaj malo, ste slišali to? Fantje, mislim, da ni edini tam noter. Slišim še enega. Ja, to je zagotovo še en sladkorni leteči posum. Au, grize me. O moj bog. Hvala Bogu, da imam rokavice za kače. Tako, imam ga. O moj bog, ta je precej večji. Ne. Imamo sladkornega letečega posuma na prostosti. Tako, imam ga. Umiri se, prijatelj. O moj bog. Še nikoli nisem slišal, da bi žival oddajala takšen zvok. To je noro. Wow, zvenijo strašljivo. Ampak v resnici so... O moj bog. Ellen, zdaj je na kameri. V redu je, imam ga. Tako, to je to. V redu, malo so nori. Mislim, da jih bom dal v posodo, preden odletijo. Tako. O ne, ker so bile te živali zadnje v tej stavbi, sem jih dal v posodo in nadaljeval. In potem, ko sem raziskal še nekaj zapuščenega živalskega vrta, sem naletel na to ogrado, kjer je bilo nekaj norega. Fantje, mislim, da so tukaj želvice. To bi lahko bile tiste večje, o katerih sem pravkar govoril, ampak edini način, da to izvem, je, da grem noter in jih poiščem. Zato sem odprl kletko in začel raziskovati. In no, ni mi vzelo dolgo, da sem našel želvo. O, Helena, poglej tja, mislim, da eno vidim. To je zagotovo želva. In je precej večja od prve, ki sva jo našla. To je noro. Zdaj sem skoraj prepričan, da se ta imenuje sulcata želva. In za razliko od ruske želve, te postanejo res ogromne. In glede na to, kako velik je ta ograjen prostor, imam občutek, da to ni edina tukaj notri. Tako sem tega dal v posodo in še naprej iskal naokoli, če bi našel še kakšnega. Počakaj malo, ali je tam še ena? Fantje, mislim, da sva našla še eno. Poglejte to. To je še ena želva sulcata. Mislim, da je ta celo malo večja od prve. Ampak, kot sem rekel, te lahko presežejo 90 kg. Torej imajo še dolgo pot pred sabo. Oglej si to, prebuja se. Živjo, prijatelj. Pravkar sva te rešila. Ja, ni zakaj. Z dvema najdenima želvama sulcata sem nadaljeval in našel še eno. In ta je bila do zdaj največja. O, wow, ta je res težka. Na otip je dobesedno kot kamen. To je pravzaprav ista vrsta kot prejšnji dve. Je želva sulcata, ampak mislim, da je ta samec, prejšnji dve pa sta samici. Kdo ve? Mogoče, če jih damo skupaj, bomo dobili nekaj mladičev želve sulcata. To bi bilo res super. Ko sem našel tega, žal nisem mogel najti nobene več. V ograjenem prostoru, ampak spomnite se, kaj sem rekel. Kasneje v videu bomo našli še več, ki so veliko večje. Ampak preden to storimo, moramo raziskati še velik del živalskega vrta. In živali bodo postajale vedno bolj nore. Neto sem našel še eno stavbo, ki je imela v notranjosti sobo z živalmi, in ta je bila precej večja kot prvi dve, ki smo jo našli. Torej, v njej je lahko dobesedno karkoli. Začel sem z iskanjem in v prvem ograjenem prostoru je bilo nekaj, kar se imenuje breznožni kuščar. O moj bog, vidim ga. Tam je. Ta stvar je ogromna. Fantje, že sem videl breznožne kuščarje, ampak še nikoli tako velikega. V redu, poglejmo, če ga lahko ujamem. Malo sem nervozen. Prosim, ne ugrizni me. Pridi sem. O, bog, ni zadovoljen. Imam ga. Pazi, Helena. Velik je. Oglej si to. Poglej ga. Dela nekaj podobnega kot smrtni zasuk. Prav tako kot aligator. Umiri se, prijatelj. Umiri se. To je tako strašljivo. Dobesedno se počutim, kot da držim kačo, ampak to je v resnici kuščar. Čeprav je to bila prva žival v tej sobi, nas čaka še veliko drugih. In ker nimamo pojma, kako dolgo so že zapuščene tukaj, moramo pohiteti in jih rešiti. Tako sem breznožnega kuščarja dal v posodo in nadaljeval do naslednje ograde. Ni mogoče. Piše, da je tukaj še en kameleon, ampak ta je drugačen od prvega, ki smo ga našli. To je Jacksonov kameleon in so veliko bolj redki. Poglejmo, če ga lahko najdemo. O, počakaj, tam je. To ni dolgo trajalo. To je Jacksonov kameleon. O, moj bog, to je tako kul. Pridi, prijatelj, samo poskušamo te rešiti. Tako, imamo ga. To je res kul, fantje. Zdaj prepričan sem, da lahko vidiš, da to ni navaden kameleon. Kar je res kul pri teh fantih, je, da imajo 3 roge na obrazu in res lepe barve po celem telesu. Mislim, da še nikoli nismo našli enega od teh. To je res kul najdba. Z 2 rešenima živalma v tej sobi sem se odpravil do naslednje ograde in uspelo mi je najti najbolj noro do zdaj. O, moj bog, piše, da je tukaj modrojezični skink. O, počakaj, je kar pred mano. O, moj bog, kar velik je.
To je malo strašljivo, ne bom lagal. Ti kuščari so znani po tem, da so precej agresivni. Upam, da me ne bo ugriznil. O, bog, sika. To ni dobro, ljudje. Pridi sem. Tako, imamo ga. Oglejte si to je noro. No, verjetno lahko vidite, zakaj jim pravijo modrojezični skinki. Njihovi jeziki so dobesedno modri. Ti kuščari so tudi precej redki. Mislim, da smo jih prej našli le enega. Tega res nisem pričakoval, ampak moramo biti zelo previdni, ker imajo ti kuščari zelo močan ugriz in lahko povzročijo resno okužbo. Mislim, da bi morali tega kuščarja spraviti v posodo. Vsi kuščari, ki smo jih do zdaj našli, so bile vrste, ki sem jih že videl. Ampak naslednji je bil nekaj, za kar sploh nisem vedel, da obstaja. Smaragdni kuščar. Kaj za vraga je to? Fantje, to je razlog, zakaj je raziskovanje zapuščenega živalskega vrta tako kul. Naletiš na živali, ki jih ljudje res ne imajo za hišne ljubljenčke. Torej ja, mislim, da lahko rečem, da bomo imeli najbolj noro zbirko živali do konca tega videa. Počasi sem odprl ogrado in začel sem se razgledovati naokoli. In ni mi vzelo dolgo, da sem našel to skrivnostno kuščarico. Evo ga, imamo ga. O, to je tako kul, fantje. Ta kuščar dobesedno izgleda kot zmaj. In ima tudi zelo lepe barve. Ne morem verjeti, da še nikoli nisem videl takega. Verjetno so zelo redki. O, ampak je pa res živahen. V redu, spravimo ga v posodo, preden pobegne. O, moj bog, umiri se. No, do zdaj smo v tej sobi našli samo kuščarje. Vendar pa je bilo tisto, kar sem našel v naslednjem terariju, popolnoma drugačno. O, moj bog, Helena, piše, da so tukaj strupene puščične žabe. Saj se hecaš. Obsedem sem s strupenimi puščičnimi žabami. So ene mojih najljubših živali na svetu. Prav tako pa so znane kot ene najbolj strupenih in smrtonosnih živali. Zato bomo morali biti zelo previdni, ko jih bomo lovili. Odločil sem se, da si nadenem rokavice in previdno odprem terarij. In po nekaj brskanja sem našel ne eno, ampak 2 puščični žabi. O, bog, tam sta. Fantje, tako živčen sem, da ju moram zdaj prijeti. Te živali so izjemno strupene. Evo, uspelo nam je. Imamo eno. O, bog, roke se mi tresajo, fantje. To je res strašljivo. Samo paziti moram, da mi ne skoči iz roke. To ne bi bilo dobro. Ampak poglejte to. Imamo modro puščično žabo. To je res kul. Ta je precej majhna, ampak druga tam notri izgleda precej večja. Torej, previdno bomo dali tega v posodo in poskusili ujeti še drugo. O, evo ga. Ravno je skočila na mojo roko. No, to je bilo pa enostavno. Kot lahko vidite, je ta precej večja od prve. Mislim, da je to odrasla žaba. In to pomeni tudi, da je veliko bolj strupena. Zato moramo biti zelo previdni. Ampak to je res kul, fantje. Skupaj smo ujeli 2 puščični žabi. To so verjetno moje najljubše živali, ki smo jih do zdaj našli. Zato jih bom zagotovo obdržal kot svoje hišne ljubljenčke. Potem sem šel naprej do naslednjega akvarija, kjer je bila še ena žaba. Ampak ta je bila precej večja. O, počakajte, mislim, da jo že vidim, fantje. Tukaj je. Ta žaba je ogromna. O, moj bog, wow. Že sem videl Pac-Man žabe, ampak še nikoli tako velike. Fuj, o moj bog, mislim, da lula po meni. Zakaj to delaš? To je tako ogabno. Poglejte, kako se mu trese trebuh, fantje. Ta stvar je tako hitra. Če ne bi bilo tiste afriške volovske žabe, ki smo jo našli prej, bi rekel, da je to verjetno največja žaba, kar smo jih kdaj našli. Ampak v vsakem primeru je to res kul. In še vedno je živ, čeprav se zdi, da v tisti posodi ni vode. Torej, dajmo ga prestaviti v vedro s svežo vodo in potem bomo nadaljevali. V naslednji posodi je bila še ena žaba, imenovana deževna žaba. Ampak potem, ko sem prekopal celotno ogrado, nisem našel ničesar. Zato sem šel naprej do zadnje posode v sobi, v kateri je bila najbolj strašljiva žival od vseh. O bog, to je še ena kača, fantje. Piše, da je to kalifornijska kraljeva kača, ampak videti je, kot da je albino. Mislim, da še nikoli nisem videl take kače. Upam, da ni nevarna. Ko sem odprl terarij, sem takoj opazil kačo in bila je velika. O bog, ne morem, fantje. Mislim, da voha moj strah. To ni dobro. Dobesedno mi z repom ropota kot klopotača. Vem, da nisi klopotača. Ne boš me pretental. V redu, imam idejo. Kaj, če bi kar sam zlezel v posodo? Ja, pojdi v posodo. O moj bog, deluje. Tako. Pojdi noter. Imamo ga. O moj bog. Ne morem verjeti, da je to res uspelo. Je v posodi in ga sploh nismo rabili dotakniti. Ko smo rešili vse živali v tej sobi, smo šli naprej in začeli raziskovati preostali del živalskega vrta. Naslednje je bilo območje, kjer so imeli vse večje in bolj nore živali. In no, ni nam vzelo dolgo, da smo nekaj našli. O moj bog, kaj za vraga je to, fantje? V redu, slišim neko žival, ampak nimam pojma, kaj je to. Karkoli je že bilo, je zvenelo, kot da prihaja iz te ograde. Ker pa je to mesto tako zapuščeno, je bilo območje zelo zaraščeno, zato ni bilo mogoče videti van. Zato sem se odločil preskočiti ograjo, da bi poskušal ugotoviti, katera žival je to bila, ko se je nenadoma zgodilo to. Kaj za vraga je tista stvar? Ne poškoduj me.
Živjo, prijatelj. Si prijazen? Fantje, kaj za vraga je ta stvar? Ogromna je. Prosim, ne ugrizni me. Samo poskušamo te rešiti. O moj bog, napada me. Poskušamo te rešiti. Počakaj malo, kako ga bomo rešili? Ta stvar je ogromna. Definitivno ga ne morem kar pobrati in dati v vedro. Ja, to ni dobro. Au! O moj bog, ste videli to? Pravkar se je zaletel vame, fantje. V redu, veste kaj. Najraje grem stran, preden me ubije. O bog. Ker je ta žival tako velika, je ne moremo nikamor prepeljati. Zato sem se odločil, da je najmanj, kar lahko storim, da ga nahranim in mu dam svežo vodo. Si lačen, prijatelj? O moj bog, strada. Tako mi je žal zanj. Res ga moramo rešiti. Ampak nimam pojma, kako nam bo to uspelo. Mislim, da je edina možnost, da kontaktiramo reševalce živali, ki so specializirani za večje živali, ker res nimam kam dati te stvari. Mislim, kaj sploh je to? Je to kot neka ovca ali kaj podobnega? Če kdo od vas ve, kaj je to, napišite spodaj v komentarje. No, zdaj, ko smo dokazali, da so tukaj še vedno večje zapuščene živali, sem šel naprej do naslednje ograde in našel nekaj popolnoma norega. O moj bog, Helen, tukaj je odtis stopala in je ogromen. Poglej to. Je to dinozaver? Pa še svež je. Karkoli že je verjetno še vedno tukaj notri. O bog. Ja, kot lahko vidiš, me je bilo tukaj kar precej strah. Nisem imel pojma, katera žival bi to lahko bila, ampak moral sem jo poskusiti najti. Tako jo lahko rešimo. To je res strašljivo, fantje. Resnično se počutim, kot da sem v Jurskem parku in iščem T-Rexa. O moj bog. Počakaj, Helen, kaj za vraga je to? Mislim, da ga vidim. To je ptica. To je ogromna ptica. In prihaja proti nama. To ni dobro, Helen. Kaj naj narediva? Ko se je ptica približala, sem ugotovil, da je to pravzaprav emu, ki je znan kot druga največja ptica na svetu in velja za pravega živega dinozaura. To je tako cool, fantje. Še nikoli nisem videl emuja. Moramo biti zelo previdni. Te ptice so lahko zelo agresivne. In glede na to, kako veliki so njegovi kremplji, bi nam zagotovo lahko škodoval, če bi hotel. Zato sem se počasi približeval emuju. Na srečo pa je bil kar prijazen. Dejansko mi je dovolil, da ga pobožam, kar je bilo res cool, ampak še vedno je bil en velik problem. Fantje, res nimam pojma, kako bomo rešili to ptico. Preprosto je prevelik, da bi ga lahko kam odnesel, ampak pravkar sem dobil idejo. Malo je noro, ampak če ta video dobi 300 000 všečkov, se bom vrnil in poskusil kupiti celoten zapuščeni živalski vrt. Tako bi lahko vse živali obdržali tukaj in jaz bi skrbel zanje. Torej, pustite všeček na tem videu in kdo ve. Mogoče bomo imeli emuja za hišnega ljubljenčka skupaj z vsemi drugimi norimi živalmi, ki so bile tukaj zapuščene. Zdaj, tako kot pri tisti ovci, so bile tudi emujeve posode za hrano in vodo popolnoma ogabne. Zato sem se odločil, da mu dam nekaj korenja. In kot lahko vidite, je bil res lačen. O moj bog, bil je lačen, fantje. Poglejte to. Tam, au, ujel me je za prst. To je bolelo. Fantje, ta emu je presenetljivo prijazen. Pričakoval sem, da bo pritekel proti nam in me poskušal dobesedno ubiti. Ampak poglejte to. Pusti, da ga božam po vratu. Je kot kužek, tako si prikupen. O moj bog, v redu, prijatelj, ne skrbi. Vrnili se bomo po tebe, ampak zdaj moramo iti. Moramo rešiti še ostale živali. Vse, kar lahko rečem, je, da je bolje, da pustite všeček. Tako bi lahko kupili živalski vrt in bi ga dobesedno imeli za hišnega ljubljenčka. Prav, gremo naprej. Potem nisem vedel, kako bi lahko stvari postale še bolj nore, ampak potem sem naletel na drugo ogrado in v njej je bilo nekaj popolnoma nepričakovanega. O moj bog, Helena, je to tisto, kar mislim, da je? Tam je dobesedno pravi tukan. Ne morem verjeti. Tukani so dobesedno moja najljubša ptica na celem svetu. Vedno sem si ga želel, ampak nikoli nisem mislil, da ga bom dejansko našel. To je noro. O moj bog. O, prihaja proti nama. To je tako cool. Ne morem verjeti. Pravzaprav se zdaj dotikam tukana. Ampak res mi je žal zanj. Ta ograjen prostor je tako ogaben. Povsod je drek. Njegove posode za vodo in hrano so popolnoma prazne, ampak je še vedno živ. Zdi se, da sva ga našla ravno pravi čas. Naj ga poskusim prijeti? Vedno sem si želel držati tukana. Evo, uspelo mi je. O moj bog. Kaj se dogaja zdaj, ljudje? Ta video je nor. Dejansko držim tukana v rokah, pa še tako lep je. Poglejte barve na njegovem kljunu. Prav, zdaj sem prepričan, da je ta tip kar lačen. Zato ga bomo nahranili. Kar je res cool pri teh pticah je, da lahko jedo dobesedno vse, od kuščarjev do sadja in celo žuželke. Očitno tudi mojo majico. Ja, zagotovo je lačen. Zato sem se odločil preizkusiti in mu ponudil nekaj mokarjev, borovnic, grozdja in celo kuščarja. In medtem, ko je bil on, definitivno je bil lačen, ker je pojedel vse, kar sem mu dal, razen kuščarja. Ja, kuščarja ni hotel. V redu. Zdaj, ko je za tukana poskrbljeno, je čas, da nadaljujemo in vidimo, kaj še lahko najdemo. Saj imamo še veliko drugih ograd za raziskati. Ampak ne pozabite, všečkajte ta video, če mislite, da bi se moral vrniti in kupiti zapuščen živalski vrt. Mislim, kako cool bi to bilo. Imeli bi celo svojega tukana za hišnega ljubljenčka. Kot lahko vidite,
so bile živali vedno bolj nore, a s tem se ni končalo, saj smo nato vstopili v glavni del živalskega vrta, kjer so imeli večino živali. Torej res ne vemo, kaj bomo našli. O moj bog, tako sem živčen. Poglejte te znake. Ne vstopaj, prepovedan vstop. No, jaz grem noter. Gremo. Tukaj je toliko ograd in kletk, resno. In povsod so živali. Sploh ne vem, kje naj začnem. Ne morem verjeti, Helena. Poglej, tukaj je kup kozličkov. O moj bog. Živjo mali, tako so prikupni. Res mi jih je žal. Morda se sprašujete, zakaj so koze v živalskem vrtu. No, v bistvu je tukaj včasih bil tudi božalni živalski vrt, kjer so ljudje lahko prihajali in se družili z živalmi. In žal teh koz še niso rešili. Kmalu pa bomo ugotovili, da so bile le ena izmed mnogih živali, ki so jih pustili tukaj, da umrejo. V redu, tukaj imamo še nekaj večjih ograd. O moj bog, poglej, kako velike so. V teh bi lahko bilo nekaj res noro nevarnega. Malo sem živčen. Kaj pa, če stopim v eno od teh ograd in je notri kakšen tiger? Gremo. O moj bog, poglej, kako zarjavela so ta vrata. Grem noter, Helena. Drži pesti zame. No, tukaj so kar troja vrata, da bi zagotovili, da karkoli je bilo tukaj notri, ne bi pobegnilo. Ta so bila že odprta. To ni dobro. Povsod so pajki. Fuj, to je ogabno. Prav, grem naprej. To je res strašljivo. Poglej to, tukaj je nekakšen ribnik. Popolnoma je presušen. Ampak mogoče to pomeni, da je bil tukaj noter aligator ali krokodil. Nimam pojma. Poglej te male stopnice. Ne verjamem, da so bile za aligatorja. To je bilo nekaj manjšega. Tukaj so te majhne hišice. Mogoče je še vedno v hišici. Prav, notri ni ničesar. Počakaj malo. Tukaj je znak. Kaj piše na znaku? Ni mogoče. O moj bog, tukaj so bile vidre. Vedel sem, da ni bil aligator. Bilo je nekaj veliko manjšega. Ne morem verjeti. Škoda, da jih ni več tukaj. Mislim, dobro je, da so jih rešili. Nočem, da bi bile zapuščene. Ampak kako kul bi bilo, če bi imeli vidro za hišnega ljubljenčka. To bi bilo noro. To samo dokazuje, da so bile tukaj notri nore živali. In kdo ve, mogoče je katera še vedno tukaj. Zato moramo raziskovati naprej. Potem sem nadaljeval z iskanjem, ko sem nenadoma opazil žival in bila je velika. O, to je kar malo strašljivo, fantje. Ne vem, kaj je to. In ne vem, če je med nama kakšna ograja. O moj bog, ta stvar je ogromna. Mislim, da je to kot krava ali nekaj takega. Kaj pa delaš? O moj bog, ravno kar pije najbolj umazano vodo. Res mi je žal zanj. O moj bog, še več jih je. Počakaj malo. O, sveta nebesa, poglej tega. O, ima ogromne rogove. Prav, malo me straši. Zakaj me tako gleda? Samo tukaj smo, da te rešimo, prav? Sta dva puhasta, potem pa sta še dva, ki sta podobna njemu. On je veliko bolj strašen. To je kot bik ali nekaj takega. Koga sploh pokličem za kaj takega? Ne moram kar nekoga poklicati in reči, hej, tukaj so 4 ogromne krave, ki jih je treba rešiti. Prav, malo me straši. Pojdimo stran od tukaj. Gremo naprej. Zdaj, ko smo začeli najdevati nekaj živali v tem delu živalskega vrta, to pomeni, da jih je lahko še več. Vendar jih ne bo lahko najti zaradi toliko kletk in ograd, ki jih je tukaj. In večina jih je bila popolnoma praznih. Ne vem, kaj so imeli v teh. Morda so imeli opice ali kaj norega. O moj bog, Helen, poglej to. Ali je kokoš, ki sedi v škatli tukaj? Je živa? Je? O ja, zagotovo je živa. O moj bog, tam je še ena. Povem vam, tukaj je vse polno kokoši. Uf, tukaj res smrdi. Te kletke so zagotovo tukaj že zelo dolgo. Še nikoli nisem videl toliko iztrebkov. To je ogabno. Poglej to ogrado, Helen. Je na kolesih. Lahko bi kaj vozili naokoli. Tukaj imamo še eno ogromno ogrado. O moj bog, poglej, kako debele so rešetke tukaj. Sploh jih ne morem premakniti. Tukaj so morali imeti nekaj norega, recimo kakšnega tigra. Verjetno so tukaj imeli tigra, kaj ne? No, mogoče v tej majhni kletki res ni bilo tigra. Vendar pa bi ga zagotovo lahko imeli v naslednjih ogradah, ki smo jih našli. Te so bile precej večje. Evo, Helen, tukaj smo. Pravkar sem našel zadnji vhod v vse te res velike ograde. O, to je res strašljivo. Definitivno ne bi smeli biti tukaj zadaj, ampak mislim, da je to edini način, da pridemo v ograde. Kaj za vraga? Kako se to odpre? Aha, uspelo mi je. Sem notri, fantje. Prosim, naj ne bo tukaj nič strašljivega. V redu, ne vidim nobenih živali, ampak poskušam najti namige, kaj je bilo tukaj notri. Fuj, tukaj je drek. Poglejte tole. Karkoli je bilo tukaj, je veliko kakalo. V redu, je to kot gugalnica. O, počakaj malo. Fuj. O, to je ogabno. Zakaj to sploh prijemam? Fuj, zdaj sem čisto moker. Ja, to je kot gugalnica. Kaj uporablja gugalnico? Mislim, da sem videl lenivce uporabljati gugalnice. Mogoče opica. Nimam pojma, ampak karkoli je bilo, ni več tukaj. Gremo naprej. O, tukaj imamo še eno. Ta kletka je bila že odprta. Torej, karkoli je bilo tukaj, je že zdavnaj šlo. To je tako srhljivo, fantje.
Pravkar raziskujemo zapuščen živalski vrt. Res je strašljivo, ker ne veš, ali bo kaj v kletki in nimaš pojma, kaj bi to lahko bilo. Po pregledu naslednjih nekaj ograd nisem našel ničesar. Iskreno, začel sem misliti, da v zapuščenem živalskem vrtu ni več nobenih živali. A potem sem nenadoma zaslišal čuden zvok, ki je prihajal iz ene od kletk. Ste slišali to? Kaj za vraga? Kokoš je pravkar stekla iz kletke, fantje. Kaj se dogaja? Pravkar sem slišal rjovenje leva ali nekaj takega, ali pa medveda. Kaj za vraga je bilo to? Odločil sem se, da poskušam ugotoviti, katera žival je bila to. In po kratkem iskanju sem nekaj opazil. O, kaj je to? O, moj bog. O, tam je cela čreda njih. Karkoli že so. O, moj bog. Je to osel? Mislim, da so to osli. To je tako kul. Ste prijazni? O, prijazni so. O, ko bi le imel hrano za vas. Sploh ne vem, kaj osli jedo. Videti ste res lačni. Oprostite, fantje, prišel bom nazaj, nahranil vas bom, prinesel bom korenje. Odkot ste prišli? O, v redu. O, v redu je. O, moj bog. Prav. Helen, morava kupiti živalski vrt. Resno mislim. Poglej vse te živali, ki potrebujejo našo pomoč. Dobesedno jih nimam kam odpeljati. Edina možnost je, da kupiva celoten živalski vrt. Tako bi lahko vse obdržala tukaj in skrbela zanje. Žal nisem mogel več časa preživeti z osli, ker sva imela še veliko živalskega vrta za raziskati. In še vedno je bilo ogromno živali, ki potrebujejo našo pomoč. Vstopil sem v naslednjo ogrado in sprva se je zdela popolnoma prazna, potem pa sem v njej odkril nekaj popolnoma norega. Tukaj je dejansko nekaj. Mislim, da je velika želva. O, res je težka. O, ne morem verjeti. Tega res nisem pričakoval. Mislil sem, da je tole še ena prazna ograda, ampak ne, tukaj je orjaška želva. Mislim, da je to velika rdečenoga želva. Mislim pa, da še nikoli nisem videl tako velike. Res je ogromen. Zdaj razumete, zakaj imajo takšno ime. Imajo te majhne rdeče pike po vseh nogah. To je res kul. O moj bog. Koliko časa si že zapuščen tukaj, prijatelj? Res mi je hudo zanj. Potem, ko sem našel rdečenogo želvo, sem nadaljeval. In stvari so se začele odvijati. Živali sem našel na vsakem koraku. Je to puran? Helena, mislim, da je to res puran. To je puran. O, govori z mano. No, zahvalni dan se bliža, fantje. Mislim, da smo pravkar prihranili nekaj denarja. Samo šalim se, ne bomo ga pojedli. Je pa res ogromen. Poglejte, kako velik je ta puran. Tako kot tukana sem si tudi purana vedno želel držati v rokah. Poskušal sem ga dvigniti, ampak kot ste lahko videli, ni hotel, da ga držim. Zato sem nadaljeval. In kmalu zatem sem našel še nekaj drugega. O moj bog. Helena, poglej tam spodaj. Tukaj je dejansko nekaj. O moj bog, skoraj sem šel mimo njega. Mislil sem, da je to prazno, ampak izgleda, da je tukaj majhna škatlasta želva. O moj bog, ni hrane, ni vode. To je popolnoma noro. Nimam pojma, kako je ta stvar še živa. Mislim, da še nikoli nismo našli škatlaste želve na kanalu. Ti fantje so dejansko precej redki, ampak ga zagotovo ne bomo dali nazaj tja. To je grozen dom zanj. Torej ga bomo dali v posodo in bomo nadaljevali z raziskovanjem. To je znak, da so tukaj še vedno živali, ki potrebujejo našo pomoč. Zato sem nadaljeval z iskanjem in kmalu zatem sem našel to raco, ki je ležala na tleh. In no, izgledala je izjemno nezdravo. O moj bog, imam jo. Fuj, perje mi je prišlo v usta. Zdi se, kot da je mogoče bolna ali kaj podobnega. Kot da se duši. Nimam pojma. Ampak to samo kaže, da moramo pohiteti in rešiti čim več živali, ker nimajo več veliko časa. Potem sem lahko našel še veliko več vrst ptic, vključno s pavi, purani in celo množico gosi. Pravzaprav sem lahko enega celo dvignil, kar je bilo kar kul. Ampak razen tega so se stvari začele upočasnjevati in videl sem samo prazne ograde. Potem pa sem se spomnil, da je nekje še tista ogromna želva sulkata, ki jo moram najti. Ampak ker je ta živalski vrt tako velik, je lahko res kjerkoli. Počakaj malo, Helena, poglej to. O moj bog. Mislim, da sva pravkar našla prostor, ki so ga uporabljali, da so opice ali karkoli je bilo tukaj, spravili v dejanske ograde. Kar bi naredili je, da bi pripeljali tovornjak do te stene, odprli tisti zapah tam in potisnili žival noter. Potem bi šla skozi tukaj in nato v ograde. To je res noro. Tega še nikoli nisem videl. Vedno je to nekje zadaj v živalskem vrtu, kjer sploh ne bi smel biti. Poglej to. O, wow, o moj bog. Helen, daj kamero noter. Tam notri je tako temno. Komaj vidim, ampak tam je ogromna kletka. O moj bog, kaj če kar naenkrat gorila porine svoj obraz ven od tam? Ne, tega ne bom počel. To je tako strašljivo. V redu, smo zadaj za eno od teh stavb tukaj. In tukaj je še več zapuščenih in raztrganih ograd. Mislim, poglej tole. Dobesedno zgleda, kot da se je nekaj pretrgalo ven iz tega. To ni normalno. O moj bog.
Ne bom lagal. To me je malo prestrašilo, ker karkoli je bilo tam notri, bi se zdaj lahko prosto sprehajalo naokoli in nas napadlo. Ampak moral sem se soočiti s svojimi strahovi, da najdem to želvo. In po dolgem iskanju se je to zgodilo. Našli smo ogromno želvo. Ne morem verjeti. To je največja želva, kar sem jih kdaj videl. To tam je sulkata želva, prav taka, kot smo jih našli prej v videu. Ampak kot lahko vidiš, je ta tukaj v bistvu popolnoma odrasla. Mislim, da zrastejo še malo večji od te, ampak ta je res pošast. Sprašujem se, koliko je star. Resnično izgleda, da ima 100 let in iskreno ne bi dvomil. Te živali živijo zelo dolgo. In ja, to je kot uresničitev sanj, da najdem tako veliko želvo. To je res noro. Je tako težak, da ga sploh ne morem dvigniti. Kako ga bomo rešili, če ga sploh ne morem pobrati, fantje? To je noro. Popolnoma sem šokiran, koliko živali je bilo zapuščenih tukaj v živalskem vrtu. Na začetku videa sem mislil, da bom lahko rešil prav vsako žival, dokler nismo začeli najdevati vseh teh večjih živali, kot sta emu in ta velikanska želva, pa tudi vseh teh norih živali, za katere sploh ne vem, kako bi skrbel, kot je tukan. In zdaj mislim, da je edina možnost, da rešim prav vsako žival, ta, da dobesedno kupim živalski vrt. Sprva sem rekel, da bom to naredil, če boste dali 300 000 všečkov na ta video. Ampak potem, ko sem videl vse te živali, ki so jih pustili tukaj, da umrejo, mislim, da to moram narediti. Zato stisnite všeček in se naročite, da pomagate to omogočiti. Ampak bom govoril z lastnikom in bom poskusil kupiti ta kraj. Tako, lahko bi preprosto obdržali vse živali tukaj in bi skrbel zanje. Mislim, poglejte to želvo, je res kul, je kot kužek. Pridi sem, prijatelj. Kakorkoli, hvala vam, ker ste si ogledali ta video. To je bil zagotovo najbolj nor video, kar sem jih kdaj naredil.